Kostanjevica na Krki je najmlajša posavska občina, ki si je za občinski praznik izbrala 16. avgust. Dan, ko se v pisnih verih leta 1252 Dolenjske Benetke, kot radi poimenujemo Kostanjevico, prvič omenja kot mesto. Na slavnostni seji občinskega sveta v galeriji Božidar Jakca so nagradili posameznike in društva, ki so svojimi dejanji v zadnjem letu pustili pečat. Z nazivom častnega meščana je odslej ovenčan slikar Jože Marinč, ki je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov Kostanjevice. Z mestnim ključem in vpisom v spominsko knjigo pa dobil potrditev, da so ga kot nekdanjega prišleka vzeli za svojega. S tem, da se hodil na njihove prireditve, član se bil raznih društev in tako naprej, se človek vklopi in razmišljaš, počasi začneš tudi kot oni in to mi je všeč. Trdna vez in ljubezen do rojstnega kraja pa ni nikoli usahnila pri direktorici naše televizije Ireni Vide, prejemnici Kostanjeviškega srebrnika. Ja, vesela sem tega srebrnika, Kostanjevice na Krki, mojega rodnega mesta, ki sem mu nekako zvesta vse od tistih prvih otroških korakov. Sodelovala je pri vseh prelomnih dogodkih in svojim znanjem in pripadnostjo poskrbela za prepoznavnost občine tako v programu vašega kanala kot v širši javni sferi. Da je v najmlajši posavski občini umetniški fluid že od nekdaj prisoten, so pod takterko domačinke Lucije Kuntarič potrdili številni nastopajoči. Nepozabne operne arije in druge glasbene zvrsti je v minulih letih tudi v Kostanjevici odpel Nace Junkar, letošnji dobitnik županovega priznanja. Tukaj gor na hribu nad Formo Vivo, nad galerijo Božidar Jakac, včasih odkot pridem in se samo usedem zunaj na teraso in se rečem, kakšen zrak in kakšen mir. Prvi mož občine Kostanjevica na Krki, Robert Zagorc, je zadnje enoletno obdobje, ki je bilo precej investicijsko naravnano, ocenil kot uspešno. Največ je šlo za severni most, 800 tisoč nekje, potem je mali most, okoli 500 tisoč, vodovod Vrbje Vrtača, okrog 150 tisoč, pa dvigalo v zdravstveni postaji 100 tisoč. Vse, kar delamo za dobrobit naših občanov, še doda župan. Veliko je bilo načrtov in želja, mnogo stvari je uresničenih, pa sta na odru bila ponosna Marjana Krhin in Jani Zakšek. Vsak na svojem področju sta bila poleg od prvega dne nastanka občine v letu 2006. Mislim, da vsem je bilo veliko doseženega. Smo prepoznavni v Sloveniji, v Evropi, najbrž tudi še širše, tako da ne sme nas biti nič sram. Koliko znaš, toliko veljaš in mnoge generacije so hvaležne, da so popotnico za življenje dobile v tamkajšnji osnovni šoli. Tukaj rastejo novi občani, ki bodo nekoč v kraju nekaj pomenili, nekaj spet dali tem krajem, tem ljudem. Slavnostna govornica Ksenija Strojnik, danes raziskovalka na Onkološkem inštitutu, je povabilo k nagovoru ponosno sprejela. Predvsem zaradi spoštovanja in čustvenih vezi, ki jih še vedno nostalgično čutim do svojega rojstnega kraja. V drugi najmanjši posavski občini zrejo v prihodnost optimistično. K temu jih navdihuje doslej doseženo, na kar so upravičeno ponosni.